proti tej nemški ekipi, če se jo malo spomnim, dejstvo, da smo začeli, po moje, zelo dobro, uspeli smo veliko to, kar smo si zamislili, sicer smo jim prekinali organizacijo igro v napadu, predvsem smo to dobro odrezali v začetku, v prvem polčasu, skoraj cel prvi polčas, njihov najbolj navadno igral, po mojem mnenju, nad Gornajo, ki pa v drugem polčasu nas je pa verjetno kar nečem dokončno popeljala proti porazu. To tekmo bomo, dobro, vprašanje če čist z isto taktiko, ampak poskušali bomo seveda v takem ritmu, no, ko smo igrali tukaj prvo tekmo, pa tudi na takšen način, bomo poskušali podaljšati to obdobje in to popeljati tudi v drugi polčas. Zelo veseli bi bili, če bi nam uspeli ta revanš, torej zmagati. Vemo, da je naloga, da smo si zahteven cilj postavili, ampak nikoli ne veš. No, v tem obdobju smo odigrali kar nekaj tekem, recimo do zahtevno tekmo z Zagorjem, ki je na nek način morda odločala o naslovu državnega prvaka, s tem smo se malo približali. To smo, po mojem, tudi kar dosti dobro odigrali. Potem smo odigrali še dve tekmi, od pomembnejših, no, dve tekmi regionalne lige, in sicer proti Podrovki nismo nastopili dobro, predvsej boljš proti Metalurgu, dobro ga seveda, tudi za kvalitetne razlike. In s tem gremo proti cilju, v takih tekmah se dosti stvari izkristalizira, kje smo dosti solidni, kje imamo še veliko za delati in to bomo delali v tej sezoni naprej. Mogoče malo razbremenjeni, glede na to, da vemo nekaj ciljev, do nekaterih ciljev, teh glavnih pravzaprav, smo zelo blizu, torej zelo blizu smo naslovu državnega prvaka, zelo blizu smo naslovu pokalnega prvaka, uvrstili smo se v drugi del, ampak ta cilj, da pa naredimo čim več za bodočnost Krima, to na tem delamo. Upajmo, da bomo kakšna zvezda ujeli pa že v nedeljo, ko igramo proti Črnigori. Dejstvo je, da se je igra naša zelo spremenila. Dejstvo, da mora absolutno, da je res v obrambi res vrhunska igralka, res kakovostna. V napadu te povezanosti, ki bi si jo želela, še ni. Delamo na tem. Kot rečeno, organizacijsko je dovolj močna, predvsem v tem smislu asistenc. Tako, no, mogoče pa smo v tem času, da smo tudi te tekme igrali, na tem koraku kaj naredili. Ampak, kot rečeno, optimalna igranost pa seveda še ni se pričakuje. V to kratkem času. Ne želim sicer seveda ta obdobja skrajša, bi bilo to čim hitrejš, ampak je pa dejstvo, da ni še na taki ravni, ki bi mene zadovoljila igranost, povezanost. Mogoče je prav, da še povem, da pod vprašanjem nastop Lare Hrnčič, ki je imela operativni poseg na modrostnem zobu, da ima Alja Koren težave v tem vratnem delu, kakor en heksašus. Ja, izkristaliziralo se je, da je, ne vem, mogoče 60% igralk že je usposobljeni za igranje na najvišji ravni. Mi sicer lahko rečemo, vse so v širšem obsegu lige prvakinj, ampak če pa želimo vračati to ekipo, da bo spet konkurenčna za najboljše 4 mesta, potem moramo pa tudi kadrovsko se okrepiti v igralkah. Zdaj seveda, veste, da imamo za imenih govoril. Sam pa mislim, da je tudi veliko bilo jasno, tudi širši strokovni in laični javnosti. Kdaj je to? Na tekmah. V teh tekmah, zdaj, ne, kot rečeno, kakor so te tekme, ki jih zdaj igramo, pa še jih bomo igrali, ne, so seveda pač boleče, ker jih smo zdaj pač v drugem delu pač izgubljali, ne, ampak po drugi strani pa so pa te tekme absolutno malo to vredno, zato ker zelo jasno stvari prihajajo ven, ne, kaj je z ekipo in tukaj tudi
so pač odgovori, kdo lahko, ne. To so pa, tukaj imamo res konkurenco takšno, saj 2 pa kar 3 ekipe, lahko rečem, so takšne, ki verjetno jih lahko vršamo med 4-6 najboljše ekipe zdaj na planetu. In ko mi z njimi igramo, se vidi, pač katere igralke lahko, katere pa še ne, pa tudi katere nikoli ne bojo zmogli. Ampak vse, kar pa v drugem delu morda še za omeniti, me pa vedno znova tako, spravi v stanje zadovoljnosti to, da kako nam je uspelo res dobro odigrati tekmo pač v Rusiji proti Dinamu, jo tudi še včasih pogledam. Tako je to. In na ta način, če bi uspela nekaj tasga, da bi nam uspela taka dnevna forma večjih igralk, lahko tudi v drugem delu koga presenetimo, samo moramo kar pohiteti. Ni več, to je veliko. Letos, kot rečeno, smo se mi dosti približali ciljem, kar se tiče Lige prvakic, smo imeli ta cilj, ker kakorkoli že to izgleda, je bilo tudi za nas čist visoko postavljen, še posebej junija, konc junija, pa tudi v avgustu, sem se jaz dostikrat spraševala, če mi to malo misija samomorilska, ko smo se tako sestavljali, se veste, pač ne želim teh omejitev, pa težav poudarjati, ampak če je že samo vprašana. Tako da je treba tukaj imeti to potrpežljivost. Tukaj je edino varianta potrpežljivost, pa sem jaz, imam rada, da se stvari hitro dogajajo. Ampak za to sezono je to, da smo se uvrstili naprej in da preživimo, da rečem, da tudi preživimo zdaj te močne izkušnje, je enako porazi. Verjemite mi, da ni lepo, ni enostavno to prenašati in tudi se ni enostavno spomniti, da je pravzaprav to ni tak klasičen poraz, da je to izkušnja, da to nam pač kaže pot, kako bomo pač napredovali, kaj iz te ekipe se bo izluštilo, to dovolj kakovostnega, da bo za Krimovo prihodnost. In enostavno pač na tem moramo. Jaz sem dosti drugač ambiciozna, bi hotela več, ampak sama to vem. Jaz tudi ne moram biti 180 visoka in zamislim tako, da moram kandidirati več. Ja, v tem času, predvsem, kar jaz vidim, ena od stvari je, morda ni najbolj pomembna, ampak sigurno ena od stvari je, da so pač nekatere igralke dobile prepotrebne izkušnje, ki jih ne moraš dobiti drugače, kot če igraš tako težko tekmo. In tukaj moram reči, da sem jaz zelo zadovoljna z napredkom teh 2 tam mladih in Lara Hrančič, ki je odigrala vsaj v obrambi zelo pomembno vlogo, zdaj malo manjša kot v prvem delu, ker pač tam na sredini več ali manj nam igra zdaj Pino. Bo pa tudi v prihodnje, mislim, bi bila zdaj, bi jo dajala še bolj v omen zaradi tega, zaradi prihodnosti, ker na Final Four najbolj se res ne bomo mogli uvrstiti. In je Lara tukaj res zelo napredovala, pa tudi ne pozabiti, ona je dala takrat v Rusiji na tej tekmi 3 odločilne gole v drugem polčasu, ko smo ta Dinamo premagali. In je to s tem na nek način sama in sebi nam odprla možnost, da se bo ona lahko razvila v vrhunski beg. Zelo hvala, to po moje, da ne vem, če je že bil tak primer, kot je ta naša Liza Omeregi, da bi nekdo tako hitro pač napredoval. To je tudi dobra stvar. Dobro je, da smo pač ene obrambne variante dobro odigrali, tudi neke take, recimo, presenečenja. Je ekipa dosti dobro sprejela, kot je bilo to, da smo igrali na takšen način 5+1 obrambo, ko smo igrali na prvi tekmi proti Thüringerju. Pa tudi vse ostale igralke, če sem že začela tole, pač individualno. Sigurno pač Miša Marinček na parih tekmah delovala res izvrstno, tudi Sergeja v enih delih. Krila tudi imamo pač zelo, zelo kakovostna, sigurno sposobna vrhunskih dosežkov. Potem je pa nekaj imamo pa še odprtih stvari, sigurno imamo odprto mesto za napadalca. In tako.
Obstaja seznam želja? Obstaja, pa ne pokaže noben.